Slovenska Bistrica je bila skozi zgodovino stičišče različnih kultur. Ljudje so tam živeli še pred antiko, mestne pravice pa ima že od leta 1311. S tem je eno najstarejših slovenskih mest in prava zakladnica zgodb. Bistriški grad pa je odlično izhodišče za spoznavanje bajeslovnih bitij, ki po ljudskem izročilu še vedno prebivajo med grajskimi stenami. Mladi, tukaj te čakam, ljubezen moja, za vekomaj. Bistriški grad se v pisnih virih prvič omenja leta 1313. Do konca 16. stoletja je bil deželno knežji, potem pa je prišel v zasebno last. Grajsko poslopje ima trapezast tloris s po enim stolpičem v vsakem vogalu in arkadnim notranjim dvoriščem. Celotno stavbo varuje izsušen zunanji vodni jarek, pripada pa mu tudi park iz 17. stoletja. Narejen je bil po francoskem vzoru, kasneje pa so ga preuredili v angleški stil. Do danes se je ohranila le dobra četrtina površine, kar 200 metrov dolg gabrov drevored pa je še danes edini primerek v Evropi. Mogočen drevored je čez dan prijetna sprehajalna pot, po noči pa se po legendah po njem potikajo nekdanji prebivalci gradu. Eno izmed njih ste slišali na začetku. Bela dama je Viktorija, nekdanja grajska služkinja, ki naj bi se pred stoletji zaljubila v grajskega princa Madija. Skrivoma sta planirala poroko, vendar je za njun načrt izvedel njegov oče, ki je sina poslal na Dunaj, njegovo ljubezen pa zaprl v stolpinjo, odločeno, da Madija ne bo nehala ljubiti, izstradal do smrti. Tako je bil vsaj prepričan do sinove vrnitve z Dunaja. Oča, po vas sem prišel, da vas odpeljem na Dunaj, na poroko. Viki, oče, rekli ste, da je umrla. Viki. Takšna smrta, koliko? Oče, rešite me. Zum Teufel Kreuz, geh weg. Oče, ta kraj je zaklit. Sine, beživa. Če dovolj pozorno prisluhnete, lahko po noči še vedno slišite, kako bela dama med mogočnimi gabri kliče svojega nesojenega ženina. Pretresljiva lutkovna predstava je bila prva v sklopu izleta po poteh Žive Coprnije. Projekt združuje več partnerjev z področja znanosti, založništva, turizma in kulture. Eva Premk Bogataj, založba Beletrina. Nastal pa je z neko vizijo, da bi dragoceno pripovedno izročilo, ki obstaja na Pohorju, ponovno odkrili in ga aktivirali. In pri tem, ko ga aktiviramo, ga seveda aktualiziramo in ohranjamo za bodoče rodove. Nastale so pa tudi poti, ki vodijo na različne ture, ki vabijo različne obiskovalce, družine, turiste, pohodnike, da obiščejo skrite zaklade Pohorja, ki je do zdaj bil manj obiskan. Iz Bistriškega parka nas je pot torej vodila po zaviti cesti na bližnje Bistriško Pohorje, natančneje do doma na Osankarici. Slikovita pokrajina se je z vzpenjanjem avtobusa ohlajala, vinograde pa je nadomestil gozd. Štajerci imajo Pohorje za kraljestvo iglavcev, vendar je današnja slika posledica človekovega gospodarjenja z gozdovi. Pred 300 leti je na pobočjih nad Slovensko Bistrico in Mariborom kraljevala bukev. Družbo so ji delali listovci, kot so javor, jesen, divja češnja, oreh in lipa, smreka pa je svoje korenine pognala le na najvišje ležečih, najbolj mrzlih in najbolj siromašnih tleh, nam je povedala Andreja Senegačnik z Zavoda Republike Slovenije za varstvo narave. In potem seveda, ker so ljudje želeli dosti gradbenega lesa, gradilo se je, pohorske kmetije so potrebovale material in je bil tudi močan vpliv te nemške šole gospodarjenja z gozdovi, ki je favoriziral smreko, ki hitro raste, ki daje ravn les. So Pohorci posekali te tradicionalne gozdove z listavci in dejansko na te poseke posejali rž in so imeli pravzaprav to žito za samo prehrano. Zraven pa so tudi posadili sadike smreke.
In zato je tudi recimo ob teh pohorskih potokih, potok Bistrica tu spodaj teče, pa tudi Lubnica na drugi ruški strani, zelo dosti mlinov. Včasih se kdo čudi, kaj delajo mlini, celo več jih je kot pažak v teh dolinah potokov. Kmetje so rž in tudi ostala žita nosili v grape teh potokov, kjer so mleli in potem dejansko s tem pravzaprav preživeli. Danes se gozdarji in naravovarstveniki nagibajo k vzpostavitvi naravnega listnatega gozda. Težave jim povzroča predvsem številčna divjad, ki mlade listavce povsem oskubi. Rešitev je ponudil eden izmed udeležencev pohoda. Risi bodo prišli k vam in vas rešili. Risi upamo, da bi res kakšen prišel. Divje mačke so na Pohorju, šakali so tudi že, risa pa žal nimamo. Bi bili pa zelo veseli, če bi ga imeli. Zdaj 20 novih. Pomagajo pa tudi lubadarji. Res je, lubadar je za mene eden najmočnejših naravovarstvenikov, v bistvu popravlja napake slovenskega gospodarjenja z gozdovi v preteklih desetletjih. V prostranih pohorskih gozdovih lahko najdemo tudi čudovite kamnine, kot so marmor, opal in eklogit, tisti najbolj vztrajni, pa bi iz precej sreče lahko naleteli celo na diamante. V bistvu Pohor je izjemno po svoji geološki dediščini. Tukaj so najstarejše slovenske kamnine, stare tudi do 500 milijonov let, sploh v spodnjem delu potoka Bistrica, metamorfne, magmatske in tukaj je tudi pohorski marmor v dolini potoka Bistrica, ki so ga z veseljem uporabljali že Rimljani. Zato so številni spomeniki na Ptuju in tudi v Šempetru v Savinjski dolini pravzaprav iz tega pohorskega marmorja. Diamantov pravzaprav seveda ne bomo našli, kot bi si ženske recimo želele. V postopku teh procesov geoloških so se zelo skoraj da izničili. Od Osankarice nas je približno 10 minut dolga pot vodila skozi čudovit močvirnat gozd, ki je pred človeškimi koraki zaščiten z lesenimi brunami. Visoke smreke, številna mravlišča, predvsem pa v poletni vročini zelo prijetno ohlajen zrak, so nas spremljali do pohorskega bisera, Črnega jezera. Jezero je zelo strogo zavarovano, gre za barjanski svet in tukaj je meja pojavnosti visokih skandinavskih barij. Voda je temnega videza zaradi podlage, deloma pa iluzijo črne barve ustvarjajo smreke, ki se odsevajo na njegovi gladini. Jezero je umetnega nastanka, saj so ga gozdarji potrebovali za splavljanje lesa v dolino. Kotanjo, predhodnico Črnega jezera, so poglobili, na koncu pa začepili z velikim lesenim čepom, ki je imel na vrhu kovinski prstan. Nekoliko nižje so nakopičili posekana drevesa, izvlekli čep, sila nakopičene vode pa je hlode ponesla vse do reke Drave pri Rušah. Po pričevanju zgodb pa je jezero nastalo drugače. Na istem mestu naj bi pred mnogimi leti stala kmetija bogate in ošabne gospodarice Agnes, ki je prostrana polja okoli hiše delila samo s svojim sinom. Nekoč je mimo prišel lačen popotnik, beli kruh pa ni zapustil rok črne Agnes. Taka hiravščina torej tukaj živi. Potem pa prekovnem ta kraj za vekomaj. Naj se odpre nebo, naj zapiha veter, naj se strese zemlja. Naj to kotanjo in to hišo zalijejo vode, tako črne, kot so črna vaša srca. Ja, hvala za kompliment. Zdaj pa lepo idi, sinko. Ojoj, k nevihti se pripravlja. Kje si? Zapri okna. In polkne, deževalo bo. A veš, kako me je strah neviht? Nič ne bo, saj v nevihta hitro mine. Ojoj, sine, to pa ni navadna nevihta. Kaj pa je to? Lutke so zelo nazorno ponazorile, kako klavrn konec sta dočakala ošabna gospodarica in njen sin. Deževje je za vekomaj potopilo kmetijo in ustvarilo jezero, prostrana polja pa so postala z mahom posejan močvirnat cvet. Kateri zgodbi o nastanku jezera boste verjeli, se odločite sami. Mi pa smo se medtem že vračali proti Osankarici in nekaj nižje ležečemu smučišču Trije kralji.
Tam so po legendah včasih živele rojenice ali divje žene. Kmetom so napovedovale čas za dobro setev, materam pa prerokovale prihodnost njihovih otrok. V eni izmed pripovedk pa je rojenica gospodarici v zameno za počitek v njeni postelji podarila klopčič, ki ga nikoli ne zmanjka. Vendar pa gospodarica nikoli ne sme reči ali si želeti, da naj bi bilo niti konec. Na njeno žalost pa so po svetu hodili neposlušni hlapci. Prej časih ni bilo tak tek, si paso. Zdaj danes, moraš pa kaj navijati. Pa navijati, pa cele dneve pasem, pa še pa prek navijam, pa pasem, pa navijam. Nikak to ni vredi, no. Jezus, mladi, cele dneve takle navijam, cele večere. Kaj bi bilo kdaj že lahko tote prej enkrat konec? Da bi je bilo že enkrat konec, prosim lepo. Daj, no, roke me že bolijo, pa zaspan sem, jutro bo pa treba spet stati. Kaj pa počneš? Prej je konec. Pa nisem vedel, ko... Pa kaj sem ti rekla, da sem jaz tebe v službo vzela? Da se mi popereš. Se grem, se že grem, pri takih kmeti ne delam. Hlapec je zbežal iz hiše razjarjene gospodarice, ki pa je izmed preostalega ubornega konca vilinske preje vseeno vsakemu izmed nas podarila košček za spomin. Ob vse bolj nizkih temperaturah nam sicer ni kaj prida pomagal, zato smo bili primorani zapustiti Pohorje in se vrniti v dolino. V Slovensko Bistrico smo prispeli že skoraj v trdi temi, pot pa nas je še enkrat vodila skozi park, kjer nas je polna upanja znova presenetila naša stara znanka. Idi, vadi, poročiva se.